Žalosti to, da nas države, ki so nas 10 let nazaj gledale v hrbet, da nas danes prehitevajo. Gospodarstvo potrebujemo, podjetnike, obrtnike potrebujemo, v teh 4 letih pa se te ljudi vsak mesec tolklo. Kapital odhaja. To je dejstvo. Slovenije bežijo, majhni, veliki. Ta politika od Plenkovića, ki jo vodi, je tako dobra, da nas Hrvaška miselno prehiteva za nekaj 10 let. Miselno, umetna inteligenca v šolah od septembra dalje. Tako je. Dobrodošel, Jernej. Ful sem vesel, da si se odzval. Zdi se mi, da imava toliko enih skupnih teh mikrotočk, da se bomo imeli o čemu pogovarjati. Na začetku jaz dam en disclaimer, kadar so politiki, mi da se ne poznava, prej se nismo nikoli srečala, to drži, ne? Drži. Sledim Janu Macarolu na Twitterju, Facebook pa tako naprej, tako da čestitke za vse objave. Pronicljive. Ne vem, zakaj sem se to spravil. Začel se je z eno adaptacijo našega skupnega objekta, živim v enem Movila bloku. In takrat sem ugotovil, da v neki jezi sem en dan 10. decembra to napisal. Pa sem pa rekel, da to, kar na X pišem, še na Facebooku objavljati. No, v bistvu se tako zadeva prelila še tja. Imam tvoj telefon, si mi ga dal kar takoj, ker Logar mi ga ni dal. Tako da sva se zelo hitro zmenila za ta sestanek, kar ful cenim, ker nisem z ful kilometrine podcaster. Zdaj, to ni intervju, to je neke vrste pogovor, neke vrste dialog, da malo se srečava, da te jaz malo bolj spoznam. Jaz si to bolj predstavljam kot nek Joe Rogan experience, čisto zares, zato ker se mi zdi, da teh klasičnih intervjujev, kjer politiki date tako iz sebe ven točno to, kar ponavljate na vsaki televiziji, ne pride toliko do mene, pa se meni pojavljajo dodatna vprašanja. Tako da tudi zato, da gledalci vejo, jaz malo več govorim. Zdaj po to prvi so mi tako učitelj, da sem Logarja prekinil, pa da sem ful vseb govoril, ampak format, kot je podcast ali pa moj podcast, je tak, da je malo več dialoga. Odlično. In jaz sem na voljo, da se lupimo kot čebulje. Ja, to je to. Tako je. Kdo je, Jernej, doma, ki se zaprejo vrata, pa ugasne oziroma na stran da pameten telefon? Ja, takoj planijo na mene 3 hčerkice. Najstarejša 11, srednja 7, ta mala pa bo imela 1 leto. Tako da je kar pestro. Moram reči, da doma je fajn, je sproščujoče, po celem dnevu, ko prideš domov. Torej 4 ženske. 4 ženske, ja. Ampak blažen med ženami. Jaz imam 3 fante. 25, 23 pa 11. Tako da tega 11... Super, ta 11 bi kar bil, ne? Ja, ta 11 si lahko ta bodoči zet. Sem malo poslušal te podcaste. Premožen je, ne? To pa ni katoliško vprašanje. Ne, zaradi tega se smejim, to je joke. Kako to kombinira zdaj tole 3 otroci, kampanja, služba, drugače pa politika, ki je po moje tež pona časovno, oziroma je neke vrste podjetnost. Jaz pravim, da je to obrt politika, ker se moraš naučiti, zahteva zelo podobne vrline, pomeni neko disciplino, urejenost, nek čut tudi za javno podobo, za besede, za nastopanje, za motiviranje, sploh v vlogi predsednika stranke. To drži, ne. Politika je obrt, terja veliko znanja, prilagodljivosti, zlasti pa vztrajnosti, pa tudi trme, ne. Vse to je treba komponirati, zlasti ta vztrajnost. Jaz sem začel s politiko se ukvarjati star 18 let na lokalnem nivoju. In sem najprej limal plakate in tako naprej, isto pač v Novi Sloveniji. Skupaj z ostalimi kolegi smo ustanovili občinski odbor Nove Slovenije. Potem pa počasi z vztrajnostjo nekako šel po lestvici gor. Je pa vmes se mi nekaj zgodilo. Jaz sem se zaljubil v PR, odnose z javnostmi. Sem bil dolga leta tudi PR-ovc naše stranke. Čist majčkeno obdobje sem imel tudi svojo PR agencijo. A veš, da smo šla naprej spet. A že naprej. Gremo nazaj. Mene še kar Jernej doma zanima. Ja, Jernej doma je čist sproščen. Moram reči čist sproščen, ampak to, zakaj politika? Zaradi tega, ker tudi ta vez med domom in tako naprej, ko vidiš ti te 3 otroke,
In v kakšnem svetu danes živimo, v geopolitičnem, razmerah tudi v Sloveniji, lahko rečem, da mi ni vseeno, v kakšnem svetu bodo odraščali, se potem razvijali tudi moji otroci ali pa otroci mojih kolegov, naši vnuki. In lahko rečem, da mi smo imeli super mladost, otroštvo, blaginja, mir, odlično. Ta sproščenost, nek val upanja, da so pa naši otroci v malce večjih težavah, glede vsega naštetega. Smo v enem predvojnem vretju, jaz temu pravim. Brbota, ne? Ja, brbota. Zelo podobne stvari se dogajajo, kot so se dogajale pred prvo ali pa drugo svetovno vojno, veliko stvari in prihaja še ta AI revolucija, ki jaz pravim, da je v bistvu lahko katalizator nestabilnosti v naslednjih 10 letih. Ne. Tako da je tako. Zadnja stvar, ki jo si naredil z veseljem doma, pokosil travo, nesel ven smeti. Rad bi te še mičkam tako, veš. Jaz vem, da nimava veliko časa, smo malo bolj omejena. Ampak zadnja stvar, lahko rečem, da sem navdušen, da so mi gluten-free krofi popolnoma uspeli. Ja, imel sem tudi dobre pomočnice, ne. Ta starejšo in ta srednjo hči, ne. In smo v soboto pekli krofe. Uspeli so mi. Jaz sicer tudi rad kuham, ne. Zlasti moje hobotnice izpod peke. Moram pa povedati, da sem dobil za rojstni dan sous vide. 2 leti nazaj že, ne, in da odlični stejki ratejo, da jih imaš noter par ur v sous viju, potem pa sam na hitro na žar obrneš. To je to. To imam zelo rad. Poleg športa imam to, moram reči, da kuhna se počutim kot doma. Torej šport pa je dnevna rutina, tako kot pranje zob, britje in tako naprej, to vsak dan prakticiraš? Ja. Vsak dan. Vstajam kar zgodaj. Zgodaj. Okrog 5 do 5:30. Če se pripravljam na maraton, potem pač imam teke, ne, intervale pa tako naprej. Ampak zdaj ni časa, da bi se pripravljal na maratone, ker se hitro lahko poškoduješ ali pa ti gre tetiva, kar se mi je že zgodilo. Pa karkoli, ampak drugače pa tek, tudi nogomet. Ne. To sem prebral, ta nogomet. To je super. Moram reči, da sem navdušen, da tudi tretja hčerka danes zjutraj, ne, je gledala hčerka takoj Šeška, ne, in tako naprej, tako da spremljamo fuzbal zelo pogosto doma. Vaša družina kako dopustuje? Kakšen je, ali pa kaj je tvoj, ne, tako bom rekel, tvoj idealen dopust ali pa najlepši dopust v življenju? Če ga lahko tako mogoče spodaj prekličeš. Zdaj, vsak čas, ki ga preživim z otroci, je idealno, ne. Je pa tega zelo malo v zadnjem času, to moram reči, ampak drugače pa mi uživamo res na morju. Na morju super uživamo, pa tudi potovanja, tako nekako si privoščimo enkrat na let, da gremo potovat, tudi mesta, zlasti zato, da se lahko otroci kaj naučijo. Vem, da mi je ostalo v glavi, 2 leti nazaj smo šli v London, ne, za par dni. Jaz sem ga že večkrat obiskal, ne, ampak otroci pa prvič in potem vidijo velemesto. Tukaj so blizu. In tukaj kombiniramo, se pravi, te morske razvade, morje, igra in tako naprej, dogodivščine na morju, ne. Tube, skuterji pa tako naprej. Ja, seveda. Pa na drugi strani tudi izobraževalni del, ki pa pride enkrat na let s tem, da imaš obisk kakšnega velemesta. Kako bi opisal svojo ženo? Tako pač kot osebo, če bi mogel zdaj za Valentinovo, ki ni daleč, nekaj napisati, kaj bi napisal? To je tako nenavadno vprašanje, samo meni so ti odnosi pomembna reč. Ampak je pomembno zaradi tega, ker lahko rečem, da žena pri nas doma nosi 3 vogale naše hiše, ne. Drugače pa zelo, ona ima svojo kariero, je strokovnjakinja na svojem področju, se politično ali pa z mano ne izpostavlja, to tudi cenim, zaradi tega, da pač je v svojem okviru tega, kar najbolje zna, in sem ponosen tudi na njeno kariero, ne. Doktorica znanosti, etnologinja, v bistvu se ne izpostavljamo, zaradi tega, da politika na njeno kariero ne vpliva, in tako tudi prav. Ima mnogo pogledov tudi na svet in ureditve in tako naprej. Tako da imata različnih. Politika je del debate, najbrž tudi med vama. Pa lahko rečem, da v zadnjem času sploh ni časa za tovrstne diskusije doma, ampak
tudi jaz njo poslušam, ki mi govorijo o strokovnih področjih iz etnologije, antropologije in tako naprej. In jo podpiram pri vsem, kar ona počne. Ne. Je pa zdaj tako, da zdaj pač 3 otroci, terja tudi ogromno časa za usklajevati družinsko življenje, zlasti za mame je to težko. Ne. Materinstvo, pa potem tudi kariera, je težko, ampak nekako dokazujemo tudi mi, naša družina, da se to da. Tvoj comfort food oziroma greh, ki ga največ naredi s hrano, glede na to, da si športnik, si lahko privoščiš kaj? Je čokolada. Čokolada je. Jaz imam to odvisno. Katera čokolada? Sej, tudi če narediva reklamo. Absolutno. Milka, ne? Milka. Absolutno Milka, ampak ne rečem ena stvar. Ne? Ampak spet, še huje. Ta iz drogerij Ne, samo lešniki, samo debeli lešniki, ampak okej, to je Milka. Še huje pa moram priznati prvič tukaj, ne, je pa Nutella žlico. No. To je to in to je tisti cukor direktno v žilo. Ampak to že od mladosti me to spremlja. Jaz se spomnim po tekmah fuzbala, ki sem jih imel. Vedno sem prišel domov in najprej Nutella z eno žlico. Nič kaj zdravo, ampak ne priporočam tvojim gledalkam in gledalcem. Ne, imam zelo isto zgodbo. Mi imamo eno omaro, ki je tako na stopnicah neke terase, na katero se gre, in jaz tam zvečer odprem, vzamem žlico in dobro, meni se pozna, no, ker jaz sem delal bolj na moči, ne toliko na vztrajnosti svoj čas. Predvsem ta korona me je spravila v ta domači fitness in pol zdaj temu domačemu fitnessu. Sicer zdaj ne posvečam toliko tega, ker sem se odločil, da je šlo pa predaleč. Vino. Si Krašovec, tam bom rekel v bližini Vipave iz Pa ne drži, jaz nisem Krašovec. Jaz sem Vipavec. Še Vipavec. Čeprav tam je meja s Sežano, mislim, da je na tej... Pravno politično. Ali pa upravno politično spadamo na Kras. Medtem, ko mimo nas pa teče reka Branica. Tam, kamor so moji starši doma. To je pa pač, bom rekel, že, če je reka, ni Kras, ne? Ja. In tudi ne moramo predelovati tam terana, ker ni terarose. Se pravi, je to Vipavska dolina. Je to refoško. Ja, mislim, ne, je pač so druge sorte, rebula, barbera in tako naprej. In to imam tudi doma. Izhajam iz tako tradicijo imamo vina, kletarstva, vinogradništva zelo dolgo. Moj prednik je bil Matija Vertovc. Sem tudi to prebral. In on je bil, bom rekel, tako pionir na področju vzgoje vinske trte. Lahko en največjih Slovencev iz tega časa, sodobnik Prešerna, in v enih svojih objav je napisal, dal bom napisati pesem o vinu. In potem je dal nekemu pesniku, ni bil s tem zadovoljen izdelkom, kar je ta pripravil. In potem je rekel, sedaj sem pa dal pesem o vinu napisati največjemu poetov od poetov v deželi, poetov ljubezni. In nastala je Zdravljica. Prijatelje obrodile so trte. V bistvu se začne z vinom. To je pa epigenetika, jaz pravim, da je veliko, da svojih prednikov veliko neke lastnosti poberemo, neko uporništvo. Del moje družine je tudi iz Krasa in po očetovi in po mamini strani. Macarole, kraške primke, je še pul, ne? Ja, pa Vrabec tudi. Dutole pa Pliskovca iz tistega konca. Macarole je bil pa bolj iz Sežane, pa iz tistega konca, in moj praded, torej ded od moje mame, je bil tudi po moje Tigrovec in je, moram priznati, naredil v bistvu poskusu narediti atentat na Viktorja Emanuela. Progobršto v zrak se niso hoteli kaj tega in je zaradi tega prebežal na štajerski konc za Trojane. Se ogromen Vrtovcev živi tudi v Mariboru. Sem ogromno vseh skupaj nas ni, ampak so v Mariboru ravno zaradi fašističnega terorja na Primorskem, in lahko rečem, da po mamini strani, zlasti po mamini strani, imam jaz tudi zelo močne tigrovske prednike, in so bili iz vasi Goče, v Vipavski dolini. Gočem so rekli mala Jugoslavija. Zaradi tega, ker so tako strnjena vas, prepletena, kleti v bistvu se ena druga dotikajo. In potem so pač rateli, partizani in tako naprej, ne pa revolucionarji, da ne bo pomote. Tukaj treba ta... Tukaj ta razlika je, in jo treba, in jaz to vedno poudarjam.
Zelo, zelo podobna Zelo, zgodba. Tukaj imamo zelo Evo, podobno, vidiš. rekel, te korenine so skoraj pokrite. Vino, tudi če sam kaj tega vina predeluješ. Ko je oče umrl 4 leta nazaj, smo imeli So dali. diskusijo o tem, ne, ali damo trte ven. Imamo rebulo pa berbero, ampak smo se odločili, da kljub temu, da v bistvu bo težko, ampak smo se odločili, bomo to tradicijo nadaljevali, ne, tudi za voljo prednikov in tako naprej. Tako da še vedno imamo okrog 1500, 1400, tam nekje barbere, rebule. Jaz sem tisti, ki to režem. Moram pa povedati, da letos zaradi volilne kampanje še nisem prišel do tega in da me bo čakalo v naslednjih tednih še to opravilo. Potem pa torej režeš, vežeš. Potem pa svak, pa brat, pa tako naprej, potem povežejo, pa vse ostale stvari naredijo, ampak rezati trto znam v familiji samo jaz, zaradi tega to počnem. Ne? Prvi spomin iz otroštva. Tako to po spomin se ne. To po spomin. Ma praznovanje, mislim, da enega rojstnega dne. No. Ja, spomnim se, no, pihanje svečk, to se spomnim. Ja. Jaz se spomnim, da smo hodili na Kras na trgatev. Top, ne? In sem pol tam traktor vozil. Tako da to je eden teh otroških spominov, ki je zelo vezan na Kras. No, jaz sem tudi traktor veliko vozil, veliko dogodivščin sem jaz traktor. Ne bom rekel, da ne sreča, ampak takšnih otroških pripetljajev na traktorjih. Ampak ja, prihajam iz podeželja. Rad sem odraščal na podeželju. Super, to me je zelo zaznamovalo. En klic se mi da lahko tikava, ker se mi zdi, da hitro padava. Živijo. Bo lažje, ne? Ja, bo živijo. Pa mogoče čisto zaradi tega, da sem mogoče drugače sprostiva, pa jaz sem tudi starejši, pa ti to lahko dovolim. Moram reči, da ne 6 let. Tako da obrtniške korenine, kaj ti to prineslo v življenju, kaj ti to v politiki v bistvu daje, če zares? Ma delo, ne. Mi smo vedno v družini delali, ni bilo prostega časa. Mama je imela obrt, slastičarski butik. Oče tudi je imel obrt, podjetje v bistvu do smrti, to, kar je oče imel, ima brat. Kaj pri delu? Kovinske konstrukcije, železo in tako naprej. No. To je zdaj ekstra dobro plačan. Ne? Zdaj pravijo, da je to super, sam jaz ne znam. Tako da še danes, če bi mi dal do švas aparat, pa kakšno elektrodo bi znal pošvasiti. Lahko pa povem to, da to delo doma me je zelo zaznamovalo. Vedno smo imeli seveda prosti čas, šli smo na morje, dopusti, vikendi in vse, ampak spomnim pa se sobote in nedelj, ko smo pač delali, zaradi tega tudi otroci pomagali, zaradi tega, da je bilo določeno delo končano. In tukaj izhaja, bom rekel, ta očetova vztrajnost. Se je prenesla zaradi tega name, tudi ta primorska trma. Jo imam zelo pri sebi, hkrati pa ta mamina toplina, ne? Tudi zaščitništvo, pa je tudi bilo pomembno pri oblikovanju moje osebnosti. Ampak zlasti po očetu sem podedoval ali pa pridobil to, da se delo mora izplačati in da je treba delati in da je delo vrednota in da pri tem moraš biti vztrajen. Ne? To me je najbolj zaznamovalo. No? Delo in še enkrat delo. Se imamo tukaj kar podobno zgodbo. Jaz sem odraščal tudi v družinskem podjetju, v večjem računovodskem servisu in davčni svetovalnici moje mame, kar pomeni, da sem bil tam 11-12 leta za IT zadolžen, torej za ponovno inštaliranje Windowsov, to je bilo v tistih časih zelo pogosto, to, da so printerji delali, da je mreža delala. Tako da smo tudi, vem kako je, nismo bili na kmetih, ampak so bili cikli tudi v računovodstvu, torej mesečni roki, pa potem bilanca marca, tako da imamo to neko podobno, po mojem, tudi delovno izkušnjo. Jaz nisem nikoli, da nisem za vikende, sem jaz še zdaj za vikende vedno delam. Zdaj, ko sva mičkan kmetijstva se dotaknila, kaj je največja napaka pri slovenskem kmetijstvu? Kaj se ti zdi, da bi mogoče? Birokracija. Kmet ne dela na njivi, ne kmetuje, hodi v hlev in tako naprej, ne pa da mora izpolnjevati tisoče in tisoče obrazcev, zaradi tega, da lahko to hrano prodaja. Potem je dodatno obdavčen, kar se vidi skozi davek na dolgotrajno oskrbo. Ta davek je krivičen za kmeta, ki ima popoldansko dopolnilno dejavnost. Ne plačuje še 1% tega. Ne. Mislim, da je demo kmeta še bolj dart. Ne. Mislim, to ne gre. Ne. Res, kmetje mi pravijo, da imajo preveč obrazcev,
preveč administracije in da rabijo zaradi tega najemati svetovalne firme, ne, da jim te obrazce pomagajo izpolniti. Ne. Hočem reči, to je nečloveško. No. In to treba tudi prekiniti. Kmet naj kmetuje, podjetnik naj bo podjetnik, ne pa da je birokratsko preveč uokvirjen. In ena stvar me žalosti, bil sem na sejmu v Komendi pred pol leta recimo. In tam je bil en kmet, ki je prodajal izdelke. In potem pridem tja do njega in rečem, kako gre. Je rekel, zadnjič sem letos tukaj. Sem rekel, zakaj pa? Zato, ker sem imel v 2 dneh 7 inšpekcij, kot da sem kriminalc. Ne? Ta nor odnos države Do malega, ja. do malega človeka, ki vsak dan trdo gara in dela, da nekaj proizvede, je norost. In tukaj treba razbremeniti, pa se ta človek ne bo nič ukradel, se ne bo nič narobe naredil, pusti ljudi, da delajo. Je to kar en simptom slovenske države. Ta birokracija duši razvoj in duši posameznika. Ne. Če bi imel eno potezo za Vipavsko dolino in kmetijstvo, kaj bi zrihtal? Je to namakanje? Nujno seveda namakanje, zato ker še vedno ni urejen namakanje iz Vogrčka. Ja. Je pa Vipavska dolina ima odlične pogoje, zasadje, zelenjavo in tako naprej, tako da poleg trte seveda, ne, ampak vode poleti primanjkuje in pri tem še vedno nismo naredili praktično nobene rešitve. Zdaj pa šla tem tvojim koreninam, pa h Krasu, pa Maji Jerneju, zdaj greva pa mičkan k vrednotam, veri, svetovnemu nazoru, približujeva se v bistvu na nek način malo politiki. Kaj zate pomeni v 2026 konzervativno? Odnos do svobode posameznika, kajti le svoboden posameznik se lahko razvija. Druga stvar pa vrednote, konzerva. V konzervo spravimo tisto hrano, ki jo lahko imamo tudi za čez en mesec, ne? In je dobro konzervirana. To so naše vrednote, način življenja, kot ga poznamo. Dostojanstvo, pravičnost, varnost in še enkrat svoboda. In zato, ker to spravimo v konzervo, smo usmerjeni v prihodnost, kajti te 4 stvari bojo tudi za naše otroke, vnuke in naslednje generacije Slovenk in Slovencev. Katera vrednota pa nedotakljiva? Dostojanstvo. Zanimivo. Teološka izobrazba? Zakaj zanimivo? Ja, zato, ker je to ena teh vrednot, ki bi jih pa se verjetno zelo visoko postavil. No? Ja, dostojanstvo zaradi tega, ker vsak človek je svoj. In njegova pravica je do življenja, do svobode, razvijanja je neodtujljiva. In to dostojanstvo moramo pri človeku spoštovati oziroma mu ga pustiti, da ga živi in da pač ga ima. Ne. Problem je, ker ko država začne posegati v dostojanstvo posameznika. In to se nam bom rekel tako, woke ideologijo zelo močno dogaja. Zdaj smo pa pri tvoji teološki izobrazbi, odločitvi za ta študij oziroma kako si za to smer zaplavil? Je to bila mogoče tudi že v družini kak zgled ali je bila to mogoče neka čisto teologija? Jaz sem zelo močen družboslovec. No? Za razliko od očeta ali pa brata smo vsi ostali družboslovci, tudi sestra, potem srednja sestra, ki je bila dolga leta novinarka, ne? Pa zdaj PR-ovka. In teološka fakulteta ima tudi programe, ki dajo izredno krepijo prav družboslovne vede, filozofija, psihologija, sociologija, verstva. In to je Bližnji vzhod, je mene od nekdaj zelo zanimivo. Dogodki na Bližnjem vzhodu, med suniti, med šiiti, različne veje znotraj šiizma, vahabije in tako naprej, in potem lahko lažje imaš uvid v to, kaj se nam dejansko ta trenutek dogaja na Bližnjem vzhodu, brez tega, da smo tendenciozni pri tem podajanju argumentacij. In mene boli dejstvo, ko se tukaj v tem primeru zavzemajo neupravičeno skrajna stališča. In jaz sem recimo islam kar prebral, tukaj smo imeli profesorja Cvirka. Potrebno je razumeti, da se je islam zelo radikaliziral v zadnjih desetletjih, da so skrajne ločine leta 1979 v Iranu
prevzele oblast, To sem tudi hodil te vprašati, da ja. se je zgodila tragedija s tem ne samo za Iran, ampak za celoten bližnji vzhod. Damask so nekoč poimenovali Monte Carlo bližnjega vzhoda. Poglejte pa, kaj je danes nastalo s Sirijo, pa ne imeti v vidu samo vojne, ne, v Siriji, ki se je zgodila, po katero so Sirijci bili porinjeni, ampak treba imeti v vidu nazadovanja že od leta 1980 naprej po celotnem bližnjem vzhodu v teh islamskih državah. Kako vidiš ta molk zdaj vzhoda, v bistvu, glede na to, kaj se v Iranu dogaja trenutno? Naj bi bilo 40,000 mrtvih v teh, da se dogaja pač nek velik genocid ta trenutek, da je situacija res slaba. Ko smo govorili o Gazi, pa ko je bila Gaza vsak dan na tapeti, ta Iran zelo muči. A je tako hermetično zaprt sistem ali smo v bistvu že utopili od tega dogajanja v tem koncu sveta? Treba ločiti situacijo v Gazi, hkrati tudi od situacije v Palestini, se pravi na Zahodnem bregu, zato ker tukaj prihaja do ključnih polemik pri razumevanju bližnjega vzhoda in na drugi strani pri Iranu. Ne. Jaz lahko rečem, da situacija v Gazi absolutno je bila tragična ali pa je tragična, ampak ta tragedija se bo nadaljevala toliko časa, dokler bo teroristična organizacija Hamas vodila in bila vodilna tudi hkrati politična stranka v Gazi. Zaradi tega, ker tudi drugi muslimani, ne, poglejte, v Egiptu ali pa drugod, ne sprejemajo tega, kar počne Hamas v Gazi. Ne. So pa se tam dogajale in se še dogajajo, to moramo priznati, ne, tragedije, in moramo to tudi obsojati. V Iranu pa je problem popolnoma drugačen. Ne. Tam je v bistvu začela vznikovati svoboda, ki pa jo diktatura iranske oblasti želi preprečiti na vse načine in pri tem ne izrablja sredstev. Ampak verjamem, da na koncu je svoboda posameznika, gre pač do svobode družbe in da bo v kratkem se v Iranu zgodili eni temeljiti družbeni premiki, ki bojo nazaj vrnili svoboščine izpred leta 1980. Hej, hvala, da gledaš tale podcast, Macarol Show. Poganja ga samo moja dobra volja, lajki pa vaši komentarji. Predvsem pa mi veliko pomeni, če tole lajkaš na audio platformah. Tam sem čist go in boss, zato ker sem šele začel. Tako da to bo pomagalo, da bom lahko okoli sebe zgradil neko ekipo ljudi, ki bojo mi pomagali tele podcaste delati. Hkrati pa daje veljavo podcastu in moč moje besedi. To je pravzaprav moje plačilo. Tvoj like je energija, ki jo daš meni, in zame je to glih tako vreden, kakor če bi mi nakazal 1 evro. Tako da zahvaljujem se ti za tvojo dobronamernost, like, share, comment. Tudi če se ne strinja z mano, te imam rad. Zdaj pa pejo mogoče malo čist načelnosti pa tem stvarim. Kako se ti pa ne gre za načelnost? Čutiš, da se spreminjaš skozi čas? Spreminjaš tudi kakšna mnenja? Oziroma, jaz vidim, jaz sem recimo iz tega levega pola prehajal na desno, tudi kot volivec Nove Slovenije. Super, čestitke. To je bil prehod, bil tak mehek prehod. Jaz temu pravim, ker jaz imam ne glede na neka konzervativna stališča, za tako zelo sredinsko desno stranko. A lahko to obrazložim? Ker jaz poznam imam ogromno prijateljev, ki pravijo, sej malce preveč ste konzervativni. Jaz govorim, konzervativnost je usmerjenost v prihodnost, se pravi izročila. Tisto, kar smo podedovali, želimo prenesti tudi na naše otroke, pri tem smo pa maksimalno odprti za vsa napredek, za vso svobodo, dostojanstvo posameznika, pravičnost v družbi. Se pravi, to ni nazadnjaštvo, kar nam očitajo. In tudi stvari, ki nam jih očitajo, češ, da smo radikalci, blazneži, to je rato nek brezvezen okvir. Jaz ta okvir ne želim razbijati, zaradi tega, ker je brez veze. Tisti, ki ima prepričanja, obratno od Nove Slovenije, pač ne jih ima. Ampak drugače pa konzervativnost je nujna potrebnost za obstoj družbe in za njeno prihodnost. Tukaj bi se mogoče na napade na cerkev, v bistvu mene ti napadi malo bolijo, zato ker jaz pravim, da cerkev
svetilnik vsake vasice, a ne. Mi Slovenci smo zaznamovani s toliko tisoč cerkvami po Sloveniji in ti neki napadi v bistvu na cerkev se mi zdijo tudi strani woke ideologije oziroma teh levih gibanj precej. Bom rekel, kakšen je pač ta tvoj odnos do cerkve, tudi v političnem smislu, a ne. Ali pa, dajmo reči, temelju neke tudi te naše slovenske kulture. No, to. Tukaj je temelj ne samo naše slovenske kulture, ampak je v bistvu temelj zahodne civilizacije. Cerkev ima svoje slabosti, pač kot institucija, drugače pa je vera, ki uči o ljubezni. In govori nam o nekem maksimalnem dobrem. In jaz se tega držim. Jaz sem bil vzgojen v konzervativni družini. To je zagotovo oblikovalo mojo osebnost tudi naprej. Nikoli nisem šel na levo, ne. Sem bil vmes malce bolj zmeren, češ liberalne vrednote pomembne in so še vedno liberalne vrednote, so pomembne pri oblikovanju družbe, nujnost, ampak lahko rečem, da na mojo osebnost je najbolj se je najbolj izoblikovala takrat, ko se je rodila prva hčerka. Takrat dobiš eno komponento, odgovornost. Tisto dete, ki ga tako primeš, ne, jaz sem za njega odgovoren, da bo, ne samo, da mu bo bilo lepo na tem svetu, Odrastaš. ampak tudi, da bo živel način življenja, kot ga poznamo, da mu ne bo hudo na tem svetu, ne. In takrat odrasteš. In lahko rečem, da pri 26 letih sem prvič kandidiral za poslanca. Bil že skoraj izvoljen in dobil sem izjemne odstotke v Vipavski dolini. Potem pa zaradi volilnega sistema mandatu na Primorsko ni prišel, je šel v Prekmurje in nisem bil izvoljen. A veste, kaj se mi je zgodilo? Nekaj najboljšega v moji politični karieri, ta poraz. Zaradi tega, ker če bi bil takrat izvoljen, nisem bil dovolj zrel, nisem bil dovolj odgovoren. In šele potem, ko imaš otroke, to pri sebi opažam, ne, začutiš, da je pač poslanstvo tudi odgovornost in tudi napreduješ v modrosti. Ja, se čisto strinjam. Jaz pravim, da je pač vera v bistvu nek moralen branik tudi načeloma, da nek podpis. Ja, jaz moram priznati, jaz sem veren človek, ne. Jaz sem nedeljnik, sem hkrati tudi grešnik, da ne bo pomote, ampak vera meni ogromno pomeni. Zdaj greva iz politike, mislim, torej iz vere, Vrednot. pa iz osebnih stvari, greva mičkeno v politiko. Kako ohraniti integriteto v politiki, ki je načeloma umazana igra, pa ne gre vedno tukaj je treba igrati neke strategije in tako naprej, ne, ki niso čisto pokrite s temi katoliškimi vrednotami, ne. Še posebej, če si v bistvu odgovoren, na primer, za infrastrukturo kot minister. Kjer so te lobiji, jaz moram pač nekako iz tega stališča pogledati, relativno primerljivi z zdravstvenimi lobiji. Ja, so. Ali pa še močnejši. Ampak tisti rek ali pa zapis v Svetem pismu, zvit kot kača, preprost kot golob, ne, nekako govori o tem, da je treba biti tudi zvit, ne, in tudi pragmatičen. In jaz moram povedati, da jaz sem pragmatičen politik, hkrati pa dovolj preprost, ali pa dovolj pošten, da razumem in da se ne odtujim od tistega, kar je prav. In lahko rečem, da kot infrastrukturni minister sem bil mnogokrat na preizkušnjah, zlasti pri drugem tiru, kdo naj gradi ta drugi tir. In naredil sem eno potezo, ki lahko rečem, je zelo dobra bila za Slovenijo, ne. Milijarden projekt, ki bi šel v roke Kitajcem. Glede na geopolitične in geostrateške razmere, bi bila to danes katastrofa, da bi tir iz Luke Koper, ki je ne samo naša luka, ampak je tudi luka našega zavezništva, v katerih Kitajcev zdaj ni, za razliko od Trsta, ne. Ker Kitajci so prisotni na kontejnerskem terminalu v Trstu. To bi bila zgodovinska napaka, ki bi naredili. Gradi torej domače gradbeno podjetje skupaj s tujci,
Ne vem zdaj po 4 letih, kje so stvari in kako se to odvija in kako je z aneksi. Če Lahko ne pa bi že rečem, bil da narejen, če bi ga Kitajci delali. ga bi delali, ampak hkrati bi imeli pa lahko ameriške tanke, ki bi se vozili po kitajskih tirih. Predstavljajte si to. Ne? Je problem. Ne, je problem. Je problem, zaradi tega, ker krepiti moramo zahodna zavezništva, s katerimi delimo iste vrednote. Se tukaj strinjava. Zdaj greva pa mogoče še enkrat nazaj k tem vrednotam. Kaj si želiš, da hčere reče o tebi nekoč kot v politiko, kakšno sliko? Zdaj se premaknila 30 let naprej, ne, se že odrasla, ne, ročene, ne, srečne. Pa ti si pa že mogoče se upokojil, nisi v politiki. Kaj misliš, kaj je tisto, kako se želiš, da te vidijo najbližji? Želim si samo to, da moje politično udejstvovanje ne bi bila prepreka za njihovo veselo življenje in odraščanje. Misliš, da je to vidim, da tudi Logar ima to... Me kar matra, no. Veste, takrat, ko te tako nabijajo, ko mene zadnjih 14 dni po televiziji in ta starejša že malo razume, nikoli ne zvem, kaj se lahko v šoli dogaja, dobiva kakšne spotike, kakšne vprašanja, ker se starši njeni sošolci tudi gledajo televizijo in rečejo, glej ga kretena, kaj govori. Ne? Ta pa je oče od... Ne? Hočem tako reči, da jaz si samo to želim, da pač odraščajo normalno, neobremenjeno od moje politične kariere, pa da bojo pošteni državljani. No, zdaj so tukaj nekje, a ne? Kaj manjka slovenskemu šolskemu sistemu? Tako, zdaj kot starš 3 otrok, kaj se ti zdi, da je tisto, kar manjka? Je to, ne vem, disciplina? So ti otroci mogoče malo preveč razpuščeni, preveč domačih nalog? Misliš, da imajo premalo teh modernih predmetov? No, sem prebral, da Hrvatje z jesenjo uvajajo umetno inteligenco v šolske programe. Tako da to je tudi ena taka razlika med nami pa med njimi, pa tja bo še prišla. Misliš, da manjka državljanska vzgoja? Večji poudarek na osamosvojitvi? Šolski sistem kot tak? Zdaj, v osnovi šolski sistem, skozi šolski sistem morajo otroci pač pridobivati vse veščine za njihovo nadaljnje življenje. In jaz mislim, da ta trenutek je tega mnogo premalo, ne? Da se bolj otroci kot neki stroji, ki češ samo nekaj sprejemajo, naučimo pa jih živeti skozi naš šolski sistem. Ne? Tukaj predvsem bi moral biti poudarek na veščinah, ki jih lahko potem uporabijo naprej v življenju. Potem je pa problem, ker želijo tudi starši svoje otroke napraviti za genialce. Otrok naj bo vesel v okviru šolskega izobraževanja, naj bo srečen. Ni treba, da se grejo vsi na gimnazije, ni treba, da so vsi ne vem kakšni talenti v nadaljevanju, ampak mi rabimo to raznolikost. Ne? In tudi šolski sistem ta trenutek preveč spodbuja v enem delu k tej tekmovalnosti. Zakaj le? Ne? Daj pustimo otrokom njihovo otroštvo in dajmo jih naučiti normalno živeti. Individualne talente, ne? Tako je. Ja, vsak ima svojo. Kar se tiče pa domovinske vzgoje, tega absolutno pač primanjkuje. Če vprašate vi danes gimnazica v 3. letniku gimnazije, da bo France Bučar, da bo Jože Pučnik, ne bo vedel. In to jaz obžalujem, zato, ker brez domovinske vzgoje ne moramo pričakovati od otrok, da bojo, ali pa od države, ne, da bojo potem, da bomo imeli tudi domovinsko pripadnost in željo pomagati državi. Ne. Se pravi, kot je rekel Kennedy, ne se spraševati, ne, kaj lahko država za vas naredi. Ampak dajte se vi vprašati, kaj lahko vi naredite za državo. Ja. In to vzgojo je treba vcepiti otrokom že na začetek. Odgovornost. Ja. Tudi doplačevanje davkov in obveznosti in vsega vsega v tej državi. In skozi to naše šolsko izobraževanje je premalo poudarka tudi na odgovornosti. Ko govoriva o naši državi, po odgovornosti, bi se mogoče dotaknil še globoke države. Verjameš v globoko državo, v sistem, ki ni razgrajen? Ja. To zdaj sem si rekel, da bom vprašal vsakega politika, zato da dobim to vibracijo nazaj. Kako bi se mi pravzaprav skupaj lahko uspešno proti tej globoki državi borili? Oziroma, ali imamo problem, ker smo na prepihu tudi geopolitičnem, dajva reči, da imamo težavo s tem, da smo zelo majhni, da lahko hitro nekdo vpliva na naše volitve, tudi v finančnem smislu. In
kako bi se borili po tej globoki državi, oziroma kako je biti v politiki, kjer veš, da obstaja neka sila, ki je relativno skrita javnosti, je pa problematična za obstoj. Zdaj, globoka država lahko imenujemo tudi ozadja ali pa lobi, interesne skupine, ki pač vplivajo na zadnje tudi na politično izbiro. Ključno pri tem pa je, prvič, medijska objektivnost. Zakaj? Zaradi tega, ker brez medijske objektivnosti potem dobimo vedno znova in znova nek nov obraz ali pa sfejkano politiko, ki je ad hoc. In ta šibka politika omogoča Golobovo, kot je Golobova vlada, omogoča potem, da se razvije globoka država in da se pač imamo usporedne mehanizme v državi. Spravi, tam, kamor smo tradicionalne stranke, veste, mi nimamo nobenih stricev. Zato, ker imamo programe, ki so desetletja že tukaj, ki imamo ljudi, ki niso tukaj zaradi interesov, ampak zaradi pripadnosti in vrednot, podobnega načina razmišljanja, podobnih idej. Predvsem vzporedna država je tista, ki nastavlja sebi podložne politike, da kreirajo potem neke benefite za njih same. In to je ta globoka država. Se ni prisotna samo v Sloveniji, vse je povsod, ampak če pogledate vzorce, so povsod podobni. Žal pa je v Sloveniji globoka država, ima predsednika vlade že vse od leta 2008 naprej. Zdaj bi pa tako, najtežji kompromisi politični do zdaj, kaj je tisto, kar je v tej politiki težko sprejemati, ali pa mogoče tukaj lahko gremo tudi odnos z SDS-om, pa mogoče se dotaknemo teh sporov v preteklosti, malo se zavrta okoli tega. Mislim, kompromisi v politiki so in vedno morajo biti. Zlasti zaradi tega, ker če želimo zasledovati tisto maksimalno dobro, to, kar sem v osnovi prej govoril, maksimalno dobro, ljubezen do bližnjega. Ja. Potem je včasih potrebno sprejemati različne kompromise, ko vsak naredi 2 koraka nazaj, zaradi tega, da lahko država napreduje. Jaz mislim, da v naslednjem mandatu bo potreben en ključen kompromis glede demografije, glede dviga rodnosti, ampak o tem lahko kasneje govoriva. Zaradi tega, ker jaz se ne strinjam z Lukom Mescem, da bomo problem rodnosti reševali z uvozom migrantov. To se strinjamo. To ne gre, ampak otroke moramo imeti in Če ne veselje nas do ne bo. življenja, in če ne nas ne bo. Brez Slovencev ni Slovenije. Recimo, to je ena takšna stvar, ko je potrebno, da se politični poli, ne glede na razlike, ki obstajajo, da se pogovarjajo o tem in dogovorijo, kakšni bo bili načrti ob tem. Čeprav ima tukaj zelo veliko teorij. Ena teorija je to, da bomo se starali počasneje zaradi razvoja tehnologij v medicini. Zdravstva. Kar pomeni, da bomo lahko kvalitetneje in dlje živeli. Jaz se malo hecam, da bova Pa se to vse drži. na 150. rojstnem dnevu videla, ker A nas bojo prenašali toliko časa? Ja, sej to je, pa če se bova sama sebe, to je drugo vprašanje. Tako da tukaj imam jaz, ta druga stvar je pa, mi smo na pragu res revolucije umetne inteligence, čez 10 let ne bo tovarn, v katerih ne bi delali roboti, oziroma nove tovarne bojo narejene tako, da bojo v bistvu večinoma avtomatizirane, po vsej verjetnosti s humanoidnimi roboti, in vsa ta delovna sila, ki bi jo lahko uvažali za to vrstne stvari, bo relativno odveč in del enega socialnega problema. Daj si nazadnje izgubil živce, da malo prekineva s to politiko, da mogoče mičkam zaplešava. To je en tak tango, če zares. Tako, kaj je tisto, kar te tako zaboli tudi načeloma? Krivice. Ne? Lahko rečem, mislim, jaz redko izgubim živce, tako da se ne spomnim, daj bi jih. Mi pa je bilo težko v ponedeljek, prejšnji teden, ko je začelo tožilstvo pošiljati svoje informacije, s tem, da jaz sam nimam nobene odločitve tožilstva, nič nimam doma. Izključno zaradi tega tožilstvo to počne, ker želijo omejiti rast te skupne liste, vključilo se v volilno kampanjo in ta krivica boli. Veste, če nisi nič kriv, a pa ne mi dokažejo krivdo potem na sodišču, ne pa da tožilstvo meni ni poslalo ne kazenske ovadbe, ne obtožnega predloga, nič, ampak oni komunicirajo, kot da smo že vsi vsega krivi. To se komunicira prav strani tožilstva. Pa se je tožilstvo pošiljalo ven sporočila. S tem, da me niso niti vprašali o poslanski imuniteti. Oziroma, oni so dolžni Državni zbor poslati glede poslanske imunitete. Hočem reči, da
te krivice ljudi bolijo. Vem, da nisem edini na tem, ampak težko se potem braniti. Nimaš kaj zapovedati, ker nimaš nič v rokah, razen neke izjave tožilstva. In potem pride še nek vrhunski pravnik z pravne fakultete, ki reče, zdaj bo pa potrebno, da tej fantje na sodišču dokažejo svojo nedolžnost. Moram reči, da sem naredil izsek tega, poslal enemu kolegu v Berlin, ki uči tam na tamkajšnji pravni fakulteti, in je rekel, da ne more verjeti, da to delal pravnik v Evropski uniji. Države v Evropski uniji, ker to je unikum, da nekdo reče, nedolžnost moraš dokazovati. Če si nedolžen, si nedolžen. Naj drugi dokazujejo, oziroma sodišče, tožilstvo mora dokazati krivdo. In mislim, take izjave nas pošiljajo, veste kam, mislim, v čase Deva se iz teh predrimskega prava. Negativnih čustev največja zmaga politična. Kdaj si začutil tisti neki, da si nekaj dosegel? Takrat, ko smo se vrnili v Državni zbor. Leta 2011, december mesec, Nova Slovenija je takrat kot prva stranka se vrnila nazaj v Državni zbor po grenkem padcu leta 2008 in skupaj z Ljudmilo Novak, Matejem Toninom, Robertom Ilcem, smo bili mlada ekipa zraven Ljudmile in smo stranko vrnili v Državni zbor. In to je bilo ogromno odrekanje bilo takrat. Bili smo mladi, jaz sem imel samo 26 let. Ampak bil sem pač PR od stranke in delali smo v bistvu zastonj. Ampak ta vizija, da nekaj naredimo, je bila res tista zmaga. Kaj pa ta zgodba z Titovo ulico? Vse to, ker en mesec pred tem dogodkom je Ustavno sodišče dalo ven odlok, oziroma odločitev o Titovi cesti in v bistvu rekli, da imamo prav. Ampak ena stvar, veste kaj mene skrbi, kakšno Ustavno sodišče imamo danes, primerjaj s takratnim. Takrat je bilo Ustavno sodišče tudi mešano. Vodja je bil vem, da je Ernest Petrič, ampak noter so bili tudi svetovno-nazorsko levi ustavni sodniki, ki so rekli, to pa ni bilo prav, kar je naredil Zoran Janković v Ljubljani. Če bi danes dal to isto odločitev na Ustavno sodišče, bi bilo glasovanje po vsej verjetnosti 7-2 obratno. Torej, takrat je bila tudi velika moralna vrednostna zmaga. Zakaj? Zaradi tega, ker šlo za provokacijo na račun vseh žrtev takratnega režima pod Josipom Brozom Titom, žrtve revolucije, žrtve povojnih pobojev. Če greva zdaj še v Titovo Velenje oziroma v Velenje in incident s Titovim spomenikom, nedaven, se ti zdi, da bi ta obeležja polpretekle zgodovine mogli, tako kot nekateri narodi, tudi Slovenci, počasi pospraviti v muzeje? Pa ne kot nekateri, kot vsi ostali, kot vsi drugi narodi, razen Slovencev, imamo ta obeležja, dajmo v muzeje, pa ne bojo res v muzejih, poduk našim otrokom, da revolucija ne prinese sadov. Nasilen prevzem oblasti je vedno pač krvav in ni dobrodošel in v bistvu kulturno, sociološko, pa tudi vrednostno pošilja generacije in generacije nazaj. Še eno vprašanje čisto iz menedžmenta. Kaj je pri tebi red flag pri ljudeh? Kako se s tem soočaš, kot pač tudi zdaj vodja pač stranke? In kaj ugotoviš, če si obkrožen z ljudmi, ki ti prikimavajo preveč? Jaz jim pravim jajčki, to so ljudje, ki obljubljajo, potem zadeve ne izpeljejo. Pa ni nič iz tega ven. To mi zagotovo ni všeč. To moram reči, da jaz sem poln energije, človek. In zlasti, ko greš teč, in dobiš dodaten kisik v možgane, in potem bruhaš, in mi gre najprej, sem jezen, če nekdo ne sledi. Se pravi, da dobi nalogo, kaj treba narediti, in potem to traja 2 dni, namesto da bilo to narejeno v 5 urah. In takrat mi zaškripejo vsi ventili, se mi odprejo, recimo, pa ne da zgubim živce, ampak rečem pa dejmo. Kimavcev pa ne maram. Jaz imam rad ljudi, ki mi po soočanju ne rečejo, vrhunski si bil. Ne, imam rad ljudi, ki napišejo, glej, tukaj je bilo premalo energije, premalo odločnosti. Lahko rečem, da sem vesel, ko mi je po pogovoru, ki sem ga imel na Planet TV, nekdo napisal, en znan Slovenec mi napiše, dober pogovor, ampak, in to mi je všeč, da nekdo reče, tam bodi drugačen, tukaj drugačen, oziroma da mi nekdo svetuje. Zato, ker jaz imam
jaz imam pač svoj pogled, Mm. nekdo od zunaj ima spet drugega in potem ti pusti dovolj prostora za razmislek, kaj je tisto in na kakšen način bi lahko kakšno stvar povedal drugače, ali pa kako se bi bolj sprostil, da bi No. kazal več energije in tako naprej. Zdaj greva te sproščeni temi, kjer si zelo domač, to je gospodarstvo. Okay. Jaz mislim, da je program Nove Slovenije med vsemi programi kar precej progresiven in tudi na področju gospodarstva zelo poravnan z mano. Jaz mislim, da sem vas ene volitve pred prejšnjimi volil prav iz tega podjetniškega stališča, ker se mi je del to tisto, da kapital odhaja. To je dejstvo. Slovenije bežijo majhni, veliki, kriptomilijonarji, sta dva večja whale slovenska odšla v zadnjih mesecih iz Slovenije. Povej mi v bistvu mogoče 3 razloge, no, zakaj se ti zdi, da to odhaja. Ali se bojijo kontinuitete te oblasti, ne zaupajo, da bo na volitvah drugače, ker sej potrpiš, ne, to je dejstvo. Ne. Potrpiš, vidiš, rečeš, ok, diši po nekem socializmu, ne, gospodarska politika, ampak kaj so tisti 3, pustimo neto plače, to nam je obema jasno, da mora biti višje, ker tukaj je za neko poprečno Hrvaško, ne poprečno, ampak plačo inženirja tudi 10.000 evrov razlike v neto plači. Strošek dela za podjetje je tam, ne. V Sloveniji tudi s Hrvaško zelo poravnan, smo nekje na sredini Evropske unije, tam niti nismo tako slabi, ne, ampak če ne dobiš ljudi, ki delajo in so primerno plačani. 3 razloge, zakaj kapital odhaja. Prvi razlog je družbena klima v Sloveniji v odnosu do kapitala. Zato, ker to ni samo kriv predsednik vlade Robert Golob, ki nadgrajuje izjave svojih ideoloških predhodnikov, ampak proti kapitalu se bije ne le ideološki, ampak razredni boj. In ta družbena klima ni dobra. Povejte mi, kdo bo vlagal v Slovenijo, če je vsak, ki pride z denarjem in bi rad tukaj odprl podjetje, označen za razrednega sovražnika, kot nekoga, ki je nebodiga treba tukaj. In ta družbena klima je prvi razlog, da pridemo do druge faze, to so pa nerazumno uokvirjanje gospodarstva, podjetnikov v birokratske ovire in na drugi strani tudi v nerazumne obdavčitve. Se pravi, nestabilnost davčne tako je, ampak prva stvar je družbena klima, češ kapital ali pa gospodarstveniki so razredni sovražniki. In druga stvar, nestabilno poslovno okolje, ki botruje k temu, da imamo mi vedno višje davke, ki financira ta močan javni aparat, ki je po mojem mnenju res prevelik in je preveč razbohoten. Tretja pomembna stvar pri tem, pa je tudi delovna sila, zato ker je vedno bolj draga. Kar ste vi omenili, moram reči, ampak je naša delovna sila, glede na to, koliko delavec dobi, da je zadovoljen, je potem problem, ker to zadovoljstvo mu ga zaradi davčne nepredvidljivosti, ta delodajalec pa lastnik kapitala, ga ne more izplačati, zato ker je predrag. In to je pač posledica takšna, da pač multinacionalke iz Slovenije, kot je tudi Lidl, Microsoft, PVC, so že šli na Hrvaško. In vse te 3 stvari so zelo povezane med seboj. Predsednik vlade bi mogel odstopiti takrat, ko je rekel, da je Hrvaška bolj ugodna država za poslovno niso okolje. Se zgodili kolesarji na ta Pa nobenega ni bilo. In potem pride nadgradnja te izjave, minister Boštjančič, ki bo z mano skupaj takrat v studiu, ki reče, Bosna je še bolj davčno ugodnejša. Pa kam? Kaj se z nami dogaja? Lejte, mi brez tega, da mi ne bomo imeli tukaj pozitivnega gospodarskega okolja, bomo pač pristali kot neki vezali, bili zelo revni. In ključno je, če smem, ključno je, da se najprej spremeni družbena klima, češ gospodarstvo potrebujemo, podjetnike, obrtnike potrebujemo, v teh 4 letih pa se te ljudi vsak mesec tolklo skozi zakonodajo, pa tudi skozi način podajanja te zakonodaje strani predsednika vlade. Kot da so to ljudje,
ki ne smejo v državi živeti. Ne. Ljudje, ki malo več potujemo po svetu, opažamo to razliko že tako. Jaz sem bil zdaj nedavno na Slovaškem in opaziš to množico nekih blagovnih znamk po objektih, nekih znamk, ki so zahodne in ki jih v Sloveniji ni. Ne. Tako da v Sloveniji realno smo postali nek žep, ki je zelo specifičen. Ratu globalnih blagovnih znamk pri nas ni, ali pa se nas izogibajo. Tako da, kako zdaj pravzaprav ustvariti okolje, zato da privabimo ta pameten kapital, jaz pravim temu, torej pametna tehnološka podjetja. Jaz mislim, da Slovenija ima izjemno priložnost na logističnem segmentu, druga priložnost je turizem, tretja priložnost je pa znanje oziroma industrija znanja, torej blue chip podjetja. Se mi zdi, da tukaj smo močni tudi v šolskem sistemu, relativno dobro podlago. In kako privabiti zdaj mi smo v bistvu imamo problem, ne? Problem imamo, ker se mora politika zmeniti za 10-letno fiksacijo davčne zakonodaje, torej jo urediti v vseh segmentih, vključno z nepremičninskim davkom, zadeve zastaviti, zabetonirati, se prilagoditi okolici, torej prilagoditi hrvaški zakonodaji, zato ker podjetja zdaj tudi zaradi davkov dobička na Hrvaško odhajajo in tudi zaradi kapitalskih dobičkov. Namreč jaz kar nekaj Slovencev poznam, ki so lepe koške otokov pokupili, ratali hrvaški rezidenti, prodali slovenska podjetja in si pač na Hrvaškem izplačali kapitalski dobiček nič, ne, ker so bili hrvaški rezidenti. Tako da dogajajo se res tektonski premiki, no, ker v tvojemu krogu ljudje odpirajo podjetja v Zagrebu, veš, da ni dobro. Slovenske večje firme iz Slovenije se odločajo, da bojo obrat gradile pri Varaždinu, ne pa na Gorenjskem, v neki vasi. Vidiš, da zgubljaš zelo veliko. Kako privabiti te blue chipe, kako kot Slovenija, zdaj blizu si, se pravim, tem idejam, ne, tudi podjetništvu, kako bi ti, če bi bil finančen minister oziroma nekdo v neki vladi odgovoren za to gospodarsko politiko deloma, jaz bi to združil. Marsikatero ministrstvo bi združil, ker se mi zdi, da je na 14 ministrstv moramo ja, ali manj. Ja. Ok, gremo lepo po vrsti. Ti si omenil 3 panoge. In jaz se strinjam, absolutno, z vsemi naštetimi. Bi tle izpostavil logistiko, s katero imamo velike težave, kljub temu, da imamo to danost, da smo v srčju Evrope. Pač tukaj je problem pri umeščanjih v prostor in našem birokratskem okviru. Zaradi tega tudi nimamo zalednih logističnih terminalov. Zaradi tega tudi nimamo zalednih logističnih terminalov in takšen je bil v mojih načrtih, da se bi zgodil okrog letališča Maribor. Zaradi tega pa bo terminal v Gradcu že bil skoraj v Šentilju. Ne. To je za mariborsko letališče idealna lega, ker blizu je Budimpešta, Zagreb in tako naprej. Ne. Imamo Gradc, Dunaj, kjerkoli in to bi bil zaledno skladišče Luke Koper. In jaz sem tam imel načrte, lahko preberete tudi že na spletni strani, kot minister, da bi iz tega naredili multimodalni logistični center, kot zaledno skladišče Luke Koper, potem pa v Beltincih ima že Luka Koper en del zemljišč kupljenih, že 20 let, ne, za avtomobilski terminal, ne, z vzhodno Evropo. Ampak iz tega v 4 letih se ni zgodilo nič, jaz to obžalujem. In poleg tega infrastruktura se razvija z norimi idejami včasih. Ne. Mi se zdaj pogovarjamo o 3. pasu, 3. pas je premalo. Mi moramo imeti usporedno obvozne ceste, od Postojne pa do Maribora, nov koridor, kot recimo med Firencami in Bologno. Se pravi, ki imaš sam 3-4 izvoze in to je to. In treba zgraditi hitro železnico Ljubljana-Maribor, ki bo šla po Savinjski dolini in tako naprej. To so nujne stvari, ki jih moramo narediti, ne? Da ne govorimo o ljubljanskem obroču. Ampak problem je, ker imamo politike, ki dvigajo tiste rdeče loparčke na Trgu Republike, češ ne bomo več nobene ceste širili. Ja, lepo vas prosim, mi bomo to pač počeli. Glede pa podjetništva, ne? Ja, žalosti to, da nas države, ki so nas 10 let nazaj gledali v hrbet, da nas danes prehitevajo. In ena izmed teh držav je Hrvaška, ki jo zelo dobro pozna vsak Slovenec.
prvi ukrepi, ki morajo biti, pa dovolj tukaj 2 minuti. Okay. Najprej je treba znižati davek od dohodka pravnih oseb. Do 1 milijona evrov prometa je treba ga spraviti na 10% obdavčitev. Danes je to 22%. Logično je, da to neko so podjetja še vedno, ki večino investirajo. Tako je. In torej, logično je, da neko takšno podjetje gre na Hrvaško, tega, ker ima pač nižjo obdavčitev. In potem je treba tudi pač imeti to lestvico do 15% in jo nazaj vrniti na 12% za podjetja, ki ustvarijo nad 250 milijonov evrov. Na ta način, s to obdavčitvijo mi privabimo lahko tuje velike multinacionalko državo. Torej, to je edina možnost. Je ta. Ja. In še en ukrep, ki ga imamo mi v programu, kot edina politična stranka, pa je zadržanje izplačevanja davka od dobička za obdobje, dokler si nekdo tega dobička ne izplača na svoj fiat, se pravi, si ga ne izplača. To je estonski model. Ja. Tega, ker podjetje rabi dobiček. Ne? Dobiček je v Sloveniji kriminaliziran. Tudi zaradi tega, ker je predsednik vlade dajal te izjave. Mene prav malo mi je govoril za lastnike podjetij in kapitala, da si izplačujejo dobičke. Dragi moji, dobiček je nujna stvar, ki jo podjetje potrebuje, zaradi tega, da ima investicije, da živi, pa če tudi si ga kdo izplača, to ni noben greh, ampak to je tudi tisti zaslužek, ker nekdo, ki je lastnik podjetja, nosi ogromno odgovornosti. Ne samo to, da pride delati ob 8 in dela do 16, ampak ima tudi odgovornost, kaj bo naslednji dan nekdo delal, kje bo dobil nova naročila, kako podjetje voditi in tako dalje. Se pravi, ta kriminalizacija dobička je problematična. Lahko še druga stvar. Še. Druga stvar je dohodninska lestvica, dvig splošne dohodninske olajšave na 8.000 evrov za mlade med 25 in 35 letom. Ja. Te najbolj produktivne ljudi, ki si hkrati ustvarjajo družine, pa je še dodatno za 2.000 evrov potrebno dvigati dohodninsko olajšavo, uvedba socialne kapice in potem tudi uvedba socialnega copatka. Na drugi strani za najslabše prejemke. Za najslabše prejemke. In potrebno je študentski SP urediti, da študent... In SP za starejše občane. Pokojnice, pridem, ampak študentski SP. V Ameriki so se najboljše zgodbe, kot je Facebook, naprimer, zgodile v kampusih. Pa študent ne ima SP, on bo isto doštudiral, ker vidim, kakšni so naši mladi. Optimiziraš lahko te organizacije, študentske, totalno. Danes študentu, ki dela, odvzame država in študentske organizacije, servisi, tudi organizacije posledično, vzamejo 48%. Pa ne ima študent SP, ne plačuje iz tega naslova davke, pa tudi prispevke. Pa se nauči poslovati. Ta izkušnja, da se propadlo, ampak bo izkušnja. Ali ni to fajn? In na drugi strani tudi imamo primanjkovanje kadra v gospodarstvu. Ampak meni je tako nelogično, da imamo pa upokojence, ki so sposobni še vedno delati, ampak na drugi strani jim ne pustimo, kajti upokojenec, ki se odloči, da bo šel delati, izgubi za prvi 2 leti dela 60% njegove prigarane in zaslužene pokojnine. Jaz se moram strinjati z vsemi tvojimi gospodarskimi zadevami, to je ful dober plan, zato je vaš program tudi meni pač najbližje. Peva še malo nazaj na promet, pa prihodnost. Američani so zračunali, da bo rabili sam 24% trenutne kvote avtomobilov, ko bo enkrat avtonomna vožnja. Koliko je spremljaš razvoje? Zdaj, ta tretji pas je spravim, da bo zelo čez 20 let. Zdaj, razvoj gre tako, jaz sem pred 14 dnevi v Zagrebu se vozil s FSD, full self-drivingom, torej samostojno, avtonomno vozečim avtomobilom. In sem 35 minut sedel v avtu, jaz sem kuril pot, to je to. In pa na 10 minutah sem rekel, to je čist dolg cet. Ker ta avto je toliko stvari gledal in tako je predvideval, da sem ugotovil v 10 minutah, da je bolj varen kot jaz. Ker sem videl, da je v krožišču, kjer je bil zastoj, pustil prostor, zato so lahko ljudje praznili. Jaz bi se seveda tistem kamionu v zadnji pripel, bi zaprl za delo krožišče. In iz nivoja te umetne inteligence, razvoja se mi zdi, da bomo imeli manj osebnih avtomobilov, predvsem bo to zelo nerentabilno. Tesla zdaj napoveduje v bistvu Cybercab, katerega stroški na kilometr bojo med
15 centi, torej evrov oziroma 20 centov dolarjev. In bo v bistvu rentabilnost lastništva tega avtomobila ful manjša. Jaz sem tudi za te obvozne ceste, torej za drugi ring ljubljanske obvoznice na nek način, za neko povezavo, dajmo reči Domžale, Kranj, ki bi razbremenila mogoče ring kot tak. Tako da, kako vidiš, zdaj kot infrastrukturni, nekaj si že rekel, to je 3. os, pa mogoče kakšna avtocesta do Pivke, zakaj strateško še vedno to reko režemo, kot da je največja luka na Jadranu. Zdi se mi, da tukaj Hrvati imajo 4-pasovnico, mi se vozimo pa po teh cestah do mejnega prehoda. Zdaj, kar se tiče avtonomne vožnje, tudi sam sem že to poskusil in lahko rečem, da to je pač prihodnost. Temu nemogoče se bo novim tehnologijam, umetni inteligenci izogniti in zakaj pa bi se sploh želeli izogibati. Jaz ogromno stavim na nove tehnologije in sem fasciniran nad tem, kaj vse smo sposobni narediti. Tako da tukaj pri meni je ena velika kljukica gor. Kar se pa tiče novih projektov na infrastrukturi. Menili ste to hitro cesto od Pivke proti Jelšanem, tam itak Hrvati so že z avtocesto tam. Že 20 let. Spet je ta zgodba stala 4 leta. Jaz ne vem zakaj, ker mi takrat smo že imeli varianto na mizi, potem je prišla pač nova vlada in zdaj po 4 letih so rekli, da zdaj ta varianta, ki smo mi dali na mizo, da je v redu. Tukaj izhaja en prastrah pred Luko Reka. Zakaj? Meni nerazumljivo. V prihodnosti se bojo itak mogle vse severnojadranske luke združiti oziroma skupaj biti, ko se bo po severnem tečaju oziroma po severnem polu sprostila nova plovna pot iz Kitajske proti severnoevropskim lukam. Potem verjemite, da Luka Koper bo popolnoma nepomembna, lahko bo kaj iz Dubaja še dobila, pa z Bližnjega vzhoda. Če bomo hoteli pa delati stvari in biti pomembni v logistiki, potem pač se bojo severno-jadranske luke mogle, ne bom rekel združiti, ampak dobiti nek način sodelovanja, se poenotiti v določenih smereh. Luka Reka se zelo dobro razvija. Jaz bi opozoril, zelo dobro se razvija, tudi zaledne poti po Hrvaški se razvijajo in se gradijo, enako kot se gradi, naprimer, mimo Slovenije se je zgradila železnica nova, proti Italiji, Trstu. Ok, Trst pa svojo težavo, ker je problem glede tega gepa v Trstu železnico, ampak šli so okrog nas, in mi postajamo nepomembni igralci. Logistični. Če ne bomo mi razvijali zaledne infrastrukture, ne samo drugega tira, ampak zaledne infrastrukture, potem bo vse za manj. Ta zgodba hitre ceste, če to hitro cesto od Postojne proti Jelšanem, pa bomo mi sam pomagali razvijati Luko Rijeka, je pa toliko brezvezna in to je toliko brezvezen argument, da kar res ni. Ta hitro cesto mi potrebujemo, da nismo zadnja pa ne vem kaj še naprej, ampak jo rabimo, tudi zaradi tega, ker pri nas bo prišlo do zelo močnega sodelovanja med Reko pa Koprom. Slovenski državni holding, jaz sem pristaš od prodaje te zlatnine, predvsem z področja turizma. Meni se tam zdi, da bi... Ne rabijo biti to bogani v državni lasti, se strinjam. Meni se zdi to pač škoda. Državni hoteli pač niso hoteli na nivoju tujih verig. Zdi se mi, da bi mogli s tem turizmom, ki bi mogla biti strateška dejavnost, zdaj SDH ima še pač druge stvari, nima samo to, ampak že tukaj vidim eno tako rak rano razvoja, če greva danes midva v te glavne turistične kraje, kakor je Portorož, pa se malo sprehodba, pa greva malo izven glavne ulice, nam to ni v ponos, čisto zares. Tako da se mi zdi, da kako vloga države v lastništvu podjetij, se mi zdi, da je tista, ki bi se mogla spremeniti. Ker tukaj je en tak velik gospodarski sektor, že v zdravstvu pa v zavarovalništvu imamo nek tak monolit, državen, da imamo pa še turizmu ga imamo, pa še v kakšni drugi dejavnosti, tako da kako bi to rekel, da je stvar, ki bi
mogla funkcionirati. Večno je šlo na račun nekega fonda, pa pokojnin, pa še drugih stvari, nekega padala, ampak se mi zdi, da to ni dober izgovor, da tega ne rešimo. Ker tukaj nastajajo te zgodbe slabega upravljanja, odtekanja denarja, postane večja školjka namesto 300-700 evrov in tako naprej. Zdaj, kar se tiče državnih bazenov, se popolnoma strinjam, to ni strateška naložba države. Ne? In če pogledamo njihov razvoj, pejte v Radence, te hotele ali zdravilišče. Zdravilišče. Jaz sem enkrat bil tam 4 leta nazaj, po eni poroki. Lahko rečem, da je to malce sramota, ne? Pa ne malce. To se res ne razvija, ne? To se ne vlaga. Če primerjamo te naše državne hotele s hoteli na Hrvaškem, ki so pač privatne lasti, recimo Rovin, bojo gledalke in gledalci vsi opazili, kakšna je razlika med res dobrim upravljanjem in državnim upravljanjem. Ja, 20 let, ne? SDH je treba spremeniti najprej v demografski sklad. Kar se tiče določenih stvari, je prav, da je pač so v državni lasti, tukaj zlasti mislim na strateško infrastrukturo, od energetike. Letališče Pučnika bi kupil nazaj, zato da bi bil strateški hub od Nemcev. Jaz sem imel upanje sicer, da se bo s tem Fraportom zgodil tudi nek preboj ali odprta vrata. Se mi pa zdi, da so Hrvati vmes v Zagreb tako dobro razvili, da smo mi čisto odpadali z te igre in da je v Ljubljana tudi z nivoja nadzora kapitala tujega, ki v nedeljah prihaja v Ljubljano oziroma v ponedeljkih zjutraj in odhaja v petkih, popolnoma nepovezana država. Jaz vem, ker smo imeli tuje lastnike v preteklosti, torej nekega gospoda, ki prihaja enkrat mesečno in smo ga hodili pol v Trst, Benetke iskati, zato da smo ga lahko Slovenijo pripeljali iz Belgije, pa to je bila Belgija, ampak tukaj se mi zdi res, jaz sem sicer za to privatno, ampak točno tako za strateško zlatino, kjer moraš vplivati kot država, posegati. Tudi nacionalni prevoznik Adria, se mi zdi, posod po svetu te delajo prevozniki minuse, to je pač normalno, zato ker ta minus je vkalkuliran v učinke, ki jih povzroči letalska družba ali na turizem ali na poslu. Jaz sem se s tem ogromno ukvarjal, na resorju. Kar se tiče še državne srebrnine, strateška infrastruktura sem že omenil in tukaj tudi bi dal en poudarek kmetijstvu. Če nismo sposobni zagotoviti prehrambne varnosti, potem nismo sposobni zagotoviti nikakršne varnosti. In kmetje zdaj govorijo o tem, nimamo kam več prodajati. Se vidite, da recimo celjske mesnine so želeli prodati, lastnik je želel, da gre pač v prodajo, zato ker ima vedno manj dostopa do polic Mercatorja in tako naprej. Panvita ravno zaradi tega razloga. Prosim? Še manj bo teh polic. Zdaj, če ne bomo še enkrat zagotavljali prehrambne varnosti, potem je tudi vsaka puška zastonj, brezvezna. Druga stvar, ki je bila omenjena, pa je povezljivost Slovenije. Jaz sem tukaj bil na resorju in se s tem zelo veliko ukvarjal. Vse letalske družbe doživljajo zelo velike minuse. Hrvati so svojo letalsko družbo večkrat dokapitalizirali. Zlasti potem v covidu je bilo so bili to veliki minusi, logično, da ne govorimo o Lufthansi, ki ima v lasti recimo avstrijsko letalsko družbo, belgijsko, pa tudi še mnogo drugih. Je v bistvu avstrijska država dala dodaten denar Lufthansi, zaradi tega, da lahko se izvajajo operacije avstrijske letalske družbe. To je enako kot pri javnem potniškem prometu. Država v avtobusne linije medkrajevnega prometa da okrog 100 milijonov evrov, še več pa da država v železniški javni promet. Se pravi, zaradi tega, da to ni rentabilnosti tukaj drugače. Ja. Ampak, če ne bomo dajali, ne more letalska družba danes preživeti sama od sebe in država, če želi imeti to povezljivost, je to del pač javnega potniškega prometa in mora ga tudi pomagati financirati. In kam je potem nekje drugje. Se pravi, pri turistih v Ljubljani, pri turistih na Pohorju, če bi imeli gor Ryanair, recimo, pa mu nekaj dali zaradi tega, da izvaja operacije.
mikromobilnost, ne? Mikromobilnost tudi povzroča drugačne cene nepremičnin, če so čisto odkrita. Ne? Absolutno. Neka normalna povezljivost, hitri vlaki. Jaz če na Vranskem živiš, ne? In Ja. se pač v Ljubljano vozi s hitrim vlakom čez predor Trojane, Ja. torej Ja. za vlak, ne? In si v 15 minutah v centru Ljubljane. Ne? Pa to je to. In to je to, ne? To je to. In zato cena razbremeniš center, cena pač nepremičninam pade. Sej ta nepremičnina, s tem- zdaj lahko 1 uro v Ja, ampak nepremičninah. s tem razvijaš podeželje. Sem pa proti temu obdavčitvi nepremičnin. Če se odločimo obdavčevati, v redu, ampak dajmo potem v segment celotno premoženje. Verjemite pa eno stvar, ne, da tukaj noter se nas bere ne vem koliko veliko davka, ne, da bi dodatno mi s tem lahko sfinancirali te manke, ki jih bi naredili z nižjimi obdavčitvami, je obdavčitva premoženja zelo majhen segment. Potrebno je racionalizirati tudi javno porabo, javno upravo in programe, ki se v zadnjih letih zelo bohotijo skozi davkoplačevalski denar. Jaz mislim, da je treba najprej zmanjšati število ministrstev, na drugi strani pa tudi začeti ne v javnem sektorju, v javni upravi. Slabe delavce. Če se čist galina navijamo okoli kapitala, ne, tu mi smo res izjema. Ne. Kar se tiče neobdavčitve nepremičnin na ta nek evropski način, ne. Posod je to obdavčeno, zato se tudi ljudje na severu Evrope zelo racionalno odločajo, v kakih domovih bojo živeli, kakšne kvadrature bojo, kaj bojo vzdrževali, ko bojo šli v penzijo. V Sloveniji imamo pa pač te 13-stropne Slovenke, pravim, torej te tipične hiše, ne. Še iz tistih časov, ki so bile sicer dobro namerne, da bojo 4 generacije v njih živele, pa ne živijo. Ne. Ampak si že zdaj plačujemo del davka za te nepremičnine. Ja. Nadomestilo za stavbno zemljišče. Se strinjam. Moja strategija bi bila, da pač prva nepremičnina ni obdavčena, torej ta prva primarna nepremičnina. Ostale naložbene nepremičnine, ki se dajo v oddajanje, ne, torej ki služijo denar, pa bi imele nek davek. Ampak zakaj bi bilo potem obdavčeno samo ta oblika premoženja? Ja, seveda, tudi zlato bi mogel biti, pa ga noben ne, ker zlato ni obdavčeno, zato je to valuta. Tako je, ali pa slike, ali pa noben ga ne more prešteti, ja. Se strinjam, celotno premoženje pa je izjemno težko obdavčevati. Ampak tukaj ne smemo biti krivični, kajti nekdo je potem svoje premoženje vlagal v nepremičnine, ga obdavčimo, nekdo pa v tisoče slik, umetnin, pa je neobdavčen, recimo. Se pravi, tukaj moramo imeti enake vatle do vsega premoženja. Ja, zdaj, ko smo že pri tem premoženju, pa denarju, meni vedno znova ta korupcija pade v fokus oziroma v oko. Kako bi rešil ti problem korupcije v Sloveniji? Kaj misliš, da so nujni ukrepi, da bi to zmanjšali, ker to je, po moje, jaz mislim, da Slovenci ustvarimo zadost, zaslužimo zadost, ampak v nekem procesu upravljanja s tem približno 20-30% tega denarja izhlapi, neupravičeno. To se zelo dobro vidi, da mora reči, da žilne opornice, ki so najbolj klasičen primer, že ne vem, inzulinske črpalke, moja mama je inzulinski bolnik, pa smo pol malo gledali, ko smo račun dobili, za koliko bi pa to kje v tujini dobili. Ne. Tako da v velikih nivojih ugotavljaš, da je 1/3 ali pa 20% neke cene razlike, kako bi se mi začeli racionalno obnašati do tega našega skupne zlatnine oziroma skupnega denarja, ki ga dajemo na kupček in potem z njim slabo upravljamo. Zdaj, nekateri govorijo, da bi ustanovili neke nove urade, jaz pa mislim, da teh uradov v Sloveniji itak preveč. Mi moramo opolnomočiti policijo in tožilstvo v povezavi s tem. Če bi tožilstvo se ukvarjalo s pomembnimi stvarmi, potem se bi ukvarjalo s koruptivnimi tudi zadevami, ne? In na drugi strani tudi policija. Se pa raje ukvarjajo s kurjimi tatovi in zaradi tega pač prihaja do hlapnosti na drugi strani. Leglo korupcije je vedno birokracija, se pravi pretiran birokratski aparat, ki ga imamo. Zaradi tega se tudi zakon o javnem naročanju sploh ne izvaja tako, kot je zapisan. Zaradi tega, ker imamo mi birokratski aparat takšen, kot je, prihaja do kaosa. Vsak kaos pa je odlična zemlja za semena koruptivnih dejanj. Eno je korupcija skozi javna naročanja, omenili ste žilne opornice. Jaz sistem naročanja v zdravstvu bi zelo hitro uredil. In sicer, zakaj se ne gremo pogovoriti z dunajsko bolnišnico o skupnem javnem naročanju? Se strinjam, ja. Vzor, če v Avstriji dobijo žilno opornico 3-4 ceneje kot pri nas. Referenčne cene bi rabili. Bi rabili samo to. In bi bila stvar končana. Zato, ker, povejte mi, zakaj Avstrijci plačujejo manj kot mi. Pa naredimo to poskusno. Jaz mislim, da bo oni zainteresirani, pa mi tudi,
zaradi tega, da pridemo skozi to sito. Druga stvar pa je, še enkrat, šibka oblast, ki jo te isti lobiji nastavijo in sfinancirajo, je porok logično za koruptivna dejanja. Ja. Zaradi tega, ker skozi korupcijo se financirajo potem tudi tisti, torej, ki so to šibko oblast nastavili oziroma pomagali nastaviti. Torej, najino Jaz pa mnenje mislim, da KPK, Mhm. Komisija za preprečevanje korupcije v takšni obliki, je sploh ne rabimo, ker preganja poslanke in poslance ali pa župane, ali so nekaj prijavili, ali so to pozabili prijaviti, ker vsi vedo, kaj politik ima, ker je vsem na očeh, ampak je treba opolnomočiti ali pa ukiniti. Mi ne rabimo tega KPK v takšni obliki. Polnomočene, ja. Ampak bistveno pa je, da policija, NPU začel se ukvarjati z bistvenimi stvarmi, tudi javnimi naročili, tudi obvodi javnih naročil, ne pa z kurjimi tatovi, in da imamo tudi specializirano državno tožilstvo za ta namen. Nekoč smo mi predlagali, dvakrat vlagali zakon za pregon bančne kriminalitete, da bi rabili poseben oddelek specializiranega tožilstva za pregon bančne kriminalitete. Takrat, ko je bilo to pereče vprašanje. Mhm. Seveda to se ni zgodilo, zaradi tega, ker so bili na drugi strani pač spet tista oblast in ni bilo v interesu. Se pravi, mi moramo imeti specializirano državno tožilstvo in posamezne oddelke znotraj tega, ki se borijo proti korupciji. Ta trenutek se pa zdi, da gre za samopašništvo. Jaz bi mogoče zdaj k jedrski elektrarni pa energiji, ki bo poganjala pametne rešitve v prihodnosti, kako bi to zdaj naredili, da ne bi to trajalo 30 let, ker če se mi zdi, jaz mislim, da je na poti jedrska, torej drugi blok jedrske elektrarne zelo daleč stran. Jaz mislim, da se bo vmes zelo veliko stvari zgodilo. Kakšna je strategija tukaj? Kaj, malo si imel stika s tem v okviru te funkcije tvoje? Ja, vsega še imam, ker imam veliko prijateljev iz Amerike, ki se ukvarjajo z nuklearno energijo, z novimi tehnologijami, tudi skozi nuklearno. Tukaj je pomembna stvar, da razumevanje. Najprej, električne energije bomo potrebovali vedno več. Drži. Torej, če želimo imeti stabilen vir električne energije, rabimo imeti velike spote. Imamo hidrodivizijo, ki pa spet je stabilen, ampak ne za poletne mesece, ker ne veš, koliko vode priteče z Alp. In kakšno bo pač tudi naprej pač podnebje, vreme in tako dalje. Imamo termodivizijo, ki imamo pa zelo velike probleme z našim rudnikom in kakovostjo samega lignita. In tukaj edini močen spot je nuklearka. Se pravi, za stabilno proizvodnjo drugi blok nujno potrebujemo. Zdaj, oddaljeni pa nismo, odvisno pod katero vlado. Ne? Če bi bili mi na oblasti še naprej in če bi jaz minister za energetiko še zadnja 4 leta, lahko rečem, da bi danes bil tik pred gradnjo in da bi se že drugi blok umestil v prostor. Postopek umeščanja zdaj poteka, se pa to vleče tudi zaradi tega, ker nekdo želi prodajati čim več solarnih panelov in s tem tudi fajn zaslužiti. Češ ne potrebujemo zaradi tega, ker imamo sonce, ne potrebujemo drugega bloka nuklearke. Se pravi, to je bullshit. Ti ne moreš se zanašati na sonček, tudi po noči sonca ni. Vete, letos zima, 14 dni že pada dež, ne? Koliko smo proizvedli s sončnimi elektrarnami. Tudi veter ni stabilen. Se pravi, tukaj mi rabimo nuklearno, drugi blok in hkrati nove tehnologije z področja nuklearnih tehnologij. Tukaj so mali modularni reaktorji. Jaz mislim, da v roku 5 let bo to na trgu in Slovenija bi lahko namesto na Savi, kamor imamo zdaj v Brini, imamo mičkeno nuklearko, ki je testna, tam so študenti učijo in tako naprej. Ja, vem. No, tam bi lahko mi postavili testni small modular reaktor. Res je. In se bi lahko Ljubljana z tega naslova ogrevala. Ne bi bilo to fajn. Se pravi, jaz sem tudi pristaš novih tehnologij z področja nuklearke, nuklearne tehnologije in mislim, da je tudi to hkrati velika prihodnost. Prvi ukrep, greva tako čisto nazaj za demografijo, ki smo se že prej lotevali. Kaj misliš, da je tisto, kar bi mogla država? In veva, da je problem, ampak kaj je tisto? Lahko malce širše odgovorim. Demografija ali pa rodnost ni pogojena z samo finančnimi ukrepi, ampak tudi kulturo življenja.
veselje do življenja, kultura življenja, ne pa kultura smrti. In tukaj nastaja ta problem, da po svetu, kjer je GDP per capita nad $5500, se krivulja rodnosti začne umirjati. No? In to je ta ključna težava. Zakaj šibkejše družbe ali pa revnejše družbe imajo več otrok? Zaradi tega, ker skozi rodnost ali pa otroke vidijo tudi svoje pokojninsko, socialno in zdravstveno zavarovanje. Tako pač je. Ampak če ne bomo uredili tega področja in rodnosti, potem bomo imeli mi zelo velike težave, ne samo na področju gospodarstva, ampak tudi zaradi tega, ker bomo potrebovali vedno več delovne sile iz tretjih držav. In prihajalo bo do kulturnih napetosti. To je logično. Mešanje kultur pride, in kjer je mešanje kultur, pride do kulturnih napetosti. Zato je pozitivni signali, ki jih lahko dajemo za veselje do življenja, pa jih moramo takoj začeti sprejemati v naslednjem mandatu. Eden izmed takšnih je brezplačni vrtec za vsakega državljana Republike Slovenije. Socialne prejemke tudi treba vezati na državljanstvo. In brezplačen vrtec stane približno 200 milijonov evrov. Če ga zdaj uredimo, dodatnih 200 milijonov evrov bi stal brezplačni vrtec. Če porežemo nevladne organizacije, neupravičene nevladne organizacije in njihove prejemke, pa socialne transfere, ki spodbujajo lenobo, se pravi, nekateri socialni transferi grejo v denarnice tistih, ki nočejo delati, ki ne želijo delati, pa bi lahko delali. Če to porežemo, dobimo dovolj denarja za brezplačen vrtec. Jaz ne povem, da sem dal za vrtec za 2 hčerki 30.000 evrov v 10 letih, zato ker nista bili sočasno v vrtcu. Torej, zakaj ne bi vsak Slovenček imel brezplačnega vrtca? To bi za marsikakšno mamico, ne, bi bilo to tudi veliko olajšava. Zlasti pa pozitiven signal, da se država s tem problemom ukvarja in da spodbuja mame, ne, oziroma ženske k materinstvu. Jaz mislim, da se temu predvsem tudi pridružuje stanovanjska politika oziroma podpora. Nisem pristaš socialnih stanovanj. To meni je top tema, drugače zdaj govorimo. To bi mi do 2 ure lahko govorila. Pa dajva mogoče zdaj še vprašati malo prihodnost. No, lahko socialna stanovanja. Lahko. To je največja socialistična utvara, je to, da mora nekdo dobiti neki zastonj. Pa ne, zastonj ni nič. Se plača neprofitna najemnina, skoraj kredit. Ne? Ja, ampak kako je že to stavek? Socialno najemniško neprofitno stanovanje. To je brez veze. Poglejte razdelitve stanovanjskega sklada teh stanovanj in boste ugotovili, da 80% teh stanovanj, teh najemov so dobili tujci, ki prihajajo v Slovenijo. To je prva stvar. Druga stvar pa je, za stanovanjsko politiko je ključen ukrep, da sprostimo zemljišča. Da degradirana zemljišča, ne kmetijska, degradirana zemljišča, ki jih je ogromno, spremenimo v zazidljiva in tam, kjer bo pač na voljo dovolj zemljišč, tam je logično, da bodo gradbinci prišli in zgradili stanovanja, več kot bo stanovanj na trgu, nižja bo cena. Druga stvar, ni treba, da vsi živijo v centru Ljubljane. Je tudi Kranj lep, je tudi Lukovca lepa, je tudi Vransko lepo, gremo ven. Zato pa rabimo razviti primarno infrastrukturo. Hitri vlak iz Vranskega in 15 minut. Samo še ena stvar, kreditiranje. Mlad človek mora iti sam po kredit. In ne ga vzame, zaradi tega pa med 25 in 35 letom ne ima višjo plačo na račun dviga dohodninske olajšave, tudi višjo kreditno sposobnost ima s tem. Problem pri njemu, kar jaz govorim z mladimi, pa je polog. Tistih, če stane stanovanje 400.000 evrov, rabi dati 80.000 evrov, kar jih nima, nima tega denarja. Je pa ključno, da tukaj pa lahko pride do nekih garancij, ki jih da državna SID banka, naprimer, poroštva SID banke. Jaz bi SID banko malce preoblikoval, da se začne ukvarjati tudi z mladimi. Se pravi, oni tam imajo denar, ampak ne se ukvarjajo tudi s tem področjem, se pravi, demografskim področjem, mladimi, na kakšen način bi lahko prišli do prvega stanovanja. Pa še ena raziskava. Slovenci nočejo biti v najemih. Zato, ker imamo v genomu, da treba delati v Nemčijo za 10 let, da zgradim na Štajerskem hišo. Hočem tako reči, nakup nepremičnine je za klasičnega Slovenca, običajnega vrh, življenjska točka, vrh, največji dosežek, ki sem ga lahko naredil, poleg tega, da sem si ustvaril družino, je to, da sem z lastnimi rokami in delom in trudom kupil sebi lasten dom, svoj dom. Ne želi biti v najemu. In tudi danes mladi, stari 30 let, ne želijo biti v najemih. To je to. Ja, daj vam mogoče še mičkan, to so pogovori danes v prihodnosti. Koliko uporabljaš umetno inteligenco?
Če bi zdaj tvoj telefon odprl, bi videl. Vsak dan nazaj, zdaj sem stalno, ne, zato, ker potrebujem. Google sploh ne uporabljam več, umetno To se je spremenilo, ne? inteligenco uporabljam zaradi tega, da dobim kakšen podatek zelo hitro. Tudi za kakšne slovnične popravke, kar Ja. objavljam na socialnih omrežjih. Jaz imam disleksijo drugače. Jaz ne bi pisal tako dobro, ko se je začela zgodba Ja. moja s pisanjem z umetno inteligenco, da sem si naredil vse slovarje, sem si gor naložil in sem si že čist na začetku naredil Shakespeare in sem gotovo Madonna, zdaj pa jaz res lahko No, ampak dobro pišem. jaz jo uporabljam, ne, in to je dobra stvar, ne. To je super stvar. Jaz ne vidim vseh teh bojazni, ki jih vidijo nekateri. Si Meni je to kul. Si imel kak trenutek, ko si tako rekel, holy shit, oziroma to je pa te sezul, te prepoznal, si dobil nekaj več, ker zdaj v zadnjem obdobju, govorijo o 2-3 mesecih, si umetna inteligenca vedno več teh pogovorov zapolne in potem v bistvu včasih že potegne malo jerneja v te odgovore, a ne. To je zelo zanimiv princip. Jaz sem sicer skozi futro memory z nekimi dokumenti že prej, tako da sem skozi backtrack, torej vsak pogovor se mi zapisuje v neko datoteko, ki jo ima potem spet na razpolago. Tako da sem že prej ta loop naredil, ampak vidim, da je pa zdaj še večji loop, ne. Je bil kak aha moment, a si videl kak video, si slišal kako pesem, ki je narejena z umetno inteligenco, imaš ti zdaj pa. Ja, Ta industrija več Ja, ni, ne. Video je bilo veliko nekih filmov z umetno inteligenco, ampak se pravi, mi se tega ne bojim. To je tisto, kar nas bo definiralo, ne, v prihodnosti. To je tisto, s čimer si bo človeštvo pomagalo, vse družbe pomagale, ne. Enako kot je bilo s kapitalizmom, ne. Kapitalizem pomaga tudi najrevnejšim državam, jim je na voljo, da postanejo bogatejše, na primer v Afriki. Govorijo nekateri, kako je bilo že ta Monsanto zastrupila Afriko, ne. Monsanto pomaga, da lahko tudi v Afriki lahko imajo določene vrste žitaric, ki jih v preteklosti niso imeli, zato je manj ljudi lačnih. In enako je z umetno inteligenco, bo pomagala absolutno človeštvu napredovati. Kajti najslabše je stagnacija, kajti to je potem povprečje. Se pravi, napredujemo le z novimi tehnologijami, da se znamo razvijati. Ampak zdaj so najbolj so na udaru programerji, sledijo jim pravniki. Ena dva glasbenika sem srečal, ki sta v bistvu sezuta nad enim produktom, ki v bistvu pomaga glasbenikom, oziroma skoraj da jih na nek način prehiteva, ker glasba je blizu matematiki, programiranju in podobnih stvareh, to gre za pač neke krivulje. Kako misliš, da bo ta trg, ta prehod, ne, ta izguba pomena ali pa dela vplivala na določene delovne skupine? Jaz mislim, da je to taka neka realnost. Realna ocena je, da bo pač to da prihaja do takšnega buma, da se bo mnogo stvari spremenilo in da povratka nazaj več ne bo, ne, kar je logično in to je tudi tako prav. Ampak recimo, to nam bo vse, to pomaga človeštvu, ne, v osnovi, to pomaga. In jaz zdaj ne bi svaril pred nepravilnimi uporabami teh orodij. Ampak verjemite, da če se sledi, da v osnovi je človek naravnan k dobremu in družbe so naravnane k dobremu in da se slabo samo po sebi izkorenini oziroma samo po sebi pade stran. Se pravi, vse ostalo so otrobi. In jaz zaradi tega verjamem, da nove tehnologije in novi prijemi so tisti porok, da smo lahko kljub vsemu in kljub vsem težavam, s katerimi se ta trenutek geopolitika ukvarja in jih imamo, smo kljub temu lahko optimisti. Počasi smo pred koncem, ker se ti mudi. Ja, se ne vem, koliko je ura, ker se je ura pa pol minila. Približno. Apple je danes s sabo, ker neko snemanje. To je ful dobro, to je zelo dobro, zato ker na podcastih pol gosti gledajo na uro in fajn, da se zgubijo v tem, koliko časa je šlo. Kdo je tvoj najboljši kritik? Moj najboljši kritik? Preveč jih je, ne. Ampak lahko rečem, da najstarejša sestra. Ali pa mama. Mama tudi. Mama, ona tako po domače reče, zakaj si bil tako jezen zadnjič v oddaji? Koga v politiki najbolj spoštuješ? To je težko. Da bi rekel, da ti je zgled, ali pa da je to nekdo. Posebnih zgledov nimam, lahko pa rečem, da spoštujem
osamosvojitelje, kar se tiče domače politike, osamosvojitelje Slovenije, in izpostavil bi tukaj Lojzeta Peterleta. Kar se tiče tujih, Njega bi mogel povabiti, sam bi mogel imeti vino na mizi. 2 deci, ne. 2 deci. Ampak lahko rečem, da sem vesel tega, da je Lojze nazaj. Mi moramo biti pozitivno odnos do osamosvojitve Slovenije, do teh ljudi, ne glede na vse. Zato, ker to je naša država, to je naša domovina. Ja, bil ključen moment, domoljubje boli, veva, da država stara se je razstavila na pustva koliko procentov, a ne. Tvoja največja ambicija. Tu je politike bi omenil, ne. Ja. Mene zelo fascinira, ne samo v zadnjem času, ampak nasploh Giorgia Meloni. Jaz sem jo spremljal že v preteklosti. Če gledaš cele govore, če ne gledaš izrezov. Seveda, ampak ona točno ve, kakšni bodo bili izrezi. Ja. Giorgia Meloni, glejte, je političarka, ki bo izdržala celoten mandat in kot kaže, se bo mandat ponovil. Kar je v Italiji. Kar v Italiji misija nemogoče, ne. Se padajo vlade tako na mesec, ne. Ampak ne, ona je zgradila dobro, stabilno politično pot. Kar se pa tiče še enega presenečenja, ki več to ni presenečenje, pa je Andrej Plenković na Hrvaškem. Jaz sem bil fasciniran nad tem ukrepom spodbujanja mladih Hrvatov, ki so odšli v tujino, beg možganov. V zadnjem letu so dobili 13.000 mladih Hrvatov srednje generacije prišlo nazaj na Hrvaško. Hrvaška je izjemna. Hočem reči eno stvar. Ta politika od Plenkovića, ki jo vodi, je tako dobra, da nas Hrvaška miselno prehiteva za nekaj 10 let. Miselno, umetna inteligenca v šolah od septembra dalje. Tako je. Ja. In hočem reči, da Plenković je tako, ta trenutek zame najboljši evropski politik. Kakšna je tvoja ambicija? Jaz rabim za to, da nekoga volim. Ampak jaz moram biti skromen. Nekomu zaupam, pa je ful ambiciozen. Skromno se je sicer lepa lastnost, ampak ambicija. Moja ambicija je, da skupna lista na teh volitvah bo dobila 15%. In podeželje ta trenutek diha enotno za to skupno listo. In jaz mislim, da se bo to na volitvah res odrazilo. Energija, ta prava, ne. Ljudje so se odločili, da grejo teč, da se golobi ples konča. In jaz to čutim. Jaz to čutim, res. Imam v sebi to, da je konec. A lahko mi še greva? Kaj je tvoje mnenje, da je v bistvu Golob kot nek nam predstavljen relativno dober menedžer tako slabo oddelal ta mandat? A je bil tako slab menedžer, ali je to kakšna osebna lastnost? Se vem, pač temu se načeloma tako morava javno pogovarjati, se je tudi to del te stvarnosti, on je postal neka figura, medtem kot nek program Svobode v osnovi ni bil slab, njegov nastavek ni bil tako slab, a ne. Je pa ta zadeva šla popolnoma napačno smer, se zdi, da so to omrežja, se ti zdi, da v bistvu sploh ne kontrolira tega, kar se dogaja, ker mi je čudno, je ugrabljen, mora dvakrat pomežikant. Najprej, pejmo na izvor. Ja. Kdor se v politiko podaja na takšen način, kot se je Robert Golob, ta bo bil slab politik. On je prišel v politiko zaradi sovraštva in razočaranja. In kombinacija sovraštva in razočaranja jeze ne more roditi nič dobrega. In kupuje stranko zaradi tega, da je imel lažjo pot. In to je ta. Jaz sem v politiki zaradi tega, ker imam tudi ta poklic biti politik rad. Ker tudi želim nekaj narediti za prihodnost države. Želim pustiti nek pečat. Sem rekel, že uvodoma, za moje otroke in druge otroke, vseh Slovenk in Slovencev, se pravi za generacije naprej. In če pa prideš v politiko zaradi tega, ker te je nekdo odstavil 2 meseca nazaj in si razočaran, besen, zdaj se bom pa jaz maščeval, maščevanje ne more roditi nič dobrega in prišel je noter v politični prostor, v bistvu gol in bos, brez vsebine, brez vizije. On je že lahko imel program, ampak če ti nimaš vizije in neke želje, pokazati, da pač je možnost neka drugačna, si enostavno tako slab, kot je slab bil Robert Golob. Ker iz njega veje sovraštvo. Vidite, iz njega še danes veje sovraštvo, ker se mu ni podaljšal mandat na državnem geniju. Jaz sem ga zdaj povabil, no.
tudi v podcast, se ne vem, kako bom to oddelil, moram Vso priznati. srečo želim, ampak ne bo To prišel. bo težko. Ja, jaz želim, da je to neka platforma, kjer se tako pogovarjajo, Ja. kot so se midva danes. Tvoj najljubši skrivni kraj v Sloveniji? Jaz niti ni toliko skrivni, ampak naš vinograd v Vipavski dolini. Ja. Še eno vprašanje, ta je pa čisto za konec. Kaj bi svetoval svojemu 18-letnemu Jerneju v enem stavku? Da ne nadaljuje pot skozi Novo Slovenijo v politiki. Evo. Jaz sem s tem prehojeno potjo zelo zadovoljen in ne bi nič spremenil. Mogoče ne bi bil že na začetku tako strikten, ne, politik v svoji mladosti in bi šel za kakšnih 5 let v tujino. Žal sem te priložnost sem jo mogel izpustiti zaradi tega, ker sem bil takrat PR od stranke, vračali smo stranko v parlament. Ja, pri 18 letih bi se odločil, da bi pri 22 letih šel za 5 let ven. V Združene države, naprimer, v Kansas City. Amerika je tudi name. Jaz sicer nisem bil toliko dolg, nisem bil 5 let ali pa daljše obdobje, ampak me je pustila zelo me je spremenila. Jaz sem bil tam večkrat, jaz sem bil pač večkrat v Združenih državah Amerike, tudi na izobraževanju, na povabilo State Departmenta in tam sem pač potoval po različnih državah. A veste, kaj je dobro? Pa nihče me ne bo prepričal, da Kitajska, ne glede na tehnološki napredek, boljša od Združenih držav Amerike, ne glede na težave, s katerimi se Američani danes znotraj soočajo, in nisem v nedogled podpornik tega, kar se ta trenutek dogaja v Ameriki. Ampak v mindsetu Američana ta svoboda, to dostojanstvo, ta delovnost in točno to, na koncu mi imamo produkt in mi bomo ga prodali, mi bomo zmagali. Ja. In ta miselnost Američana in ta zmagovalnost je tisto, kar mene fascinira in bi želel prenesti to tudi v Slovenijo. Da rečemo, mi smo šampioni. Poglejte, Lindsey Vonn, recimo, poškodovana gre, pade, nova operacija. Veste kaj, jaz trdim, da se bo še enkrat vrnila. Ja. Mislim, zna se. To je tisto, kar mene fascinira. Tega, in glede na to, da Evropa in Amerika delimo isti kulturni prostor, iste vrednote, ki izhajajo iz judovsko-krščanskih vrednot, še prej iz antične Grčije, rimskega prava, moramo mi krepiti ta zavezništva, ne glede na težave, ki jih imamo v Evropi in ki jih imajo. Te težave so zelo velike, tudi danes v Združenih državah Amerike. Ampak to severnoatlantsko zavezništvo je ključnega pomena z našo civilizacijo, če želimo ohraniti. Na Kitajskem tega nimaš, te svobode nimaš. In tisti, ki govorijo, ja, Kitajska prehitela Ameriko, nije. In nikoli ne bo, če imaš ti enopartijski sistem, ker ne veš, kdaj si, kdaj te ni, če dobiš službo samo in zgolj, če si v partiji, lepo vas prosim. Zaradi tega sem jaz fasciniran nad našo civilizacijo, ki dopušča dostojanstvo, svobodo, pravičnost in varnost. Jernej, hvala za ta pogovor. Hvala tudi tebi. Nisva se dotaknila kup enih stvari, tako da... Kaj še manjka? Donald Trump. Donald Trump. Ja. Kako vidiš? Trump. Jaz pravim, da je dober podjetnik, slab diplomat, ampak skozi to dobro podjetniško žilco se mi zdi, da obrača stvari tako, kot je za Ameriko dobro, ker ve, da mora, če bo Amerika dobra, stabilna in močna, bo lahko igrala neko vlogo in tudi Evropa bo igrala vlogo, če bo samostojna, močna in razvita. Tako da tukaj... Jaz se s tem popolnoma strinjam in to so tudi signali, kar se dogaja v Združenih državah Amerike. So ne signali, ampak logično. Evropa, zbudi se. Čas je. Ampak, ne vem, glede Evropske komisije in Evropske unije nisem največji optimist, da bo to se zgodilo takoj. Ker se ukvarjamo z nepomembnimi stvarmi. Mi se ukvarjamo, koliko spolov bomo imeli, namesto da se bi ukvarjali s tem, kaj nas bo definiralo v prihodnosti in kako bomo bili bolj konkurenčni, kako bomo nove tehnologije uvedli sem. Bi mi želeli omejevati porabo umetne inteligence. Kaj bi ti Slovencem, mi da ne moramo nehati, ker zdaj se nam je začelo. Samo koliko je ura, ker moraš iti. Ja, moraš iti. Kako bi ti Slovencem... Mene mediji zelo zanimajo, pa se tega tudi nismo lotili, pa imamo en del tukaj. Kako se naj informira zdaj do volitev, kako naj spremljajo, naj gledajo celotne tiskovne konference, ne samo izsekov. Tiskovne konference so samo še zaradi tega, da lahko imajo mediji neko priložnost, da pridejo po neko sporočilo.
Drugače pa že tudi mi pripravljamo tiskovne konference, več ali manj zaradi klipov, ki jih potem lahko objavljamo na socialnih omrežjih. Moj Facebook pa nima veliko sledilcev, no. Ampak objavim nek klip, pa prideš takoj do 100 000, jaz presežem gledanost Odmevov. Se pravi, informiranost gre preko družbenih omrežij in je tudi ta bolj pristna, bolj direktna, brez izkrivljenih poročanj. Filtrov. Zdaj pa res Hvala. hvala, da se spustimo naprej, ker je ta kampanja. Čestitke, da si se odločil za to vrsto pot, za podajanje tudi informacij, in ljudje bodo znali to zelo dobro ceniti, zaradi tega, ker je potrebno. To, kar delaš, izvajaš, je nujnost, ne samo zdaj za volilni čas, ampak tudi kasneje, zaradi tega, ker širimo obzorja drugemu. Sigurno se bo še srečala. Delam to predvsem zaradi tega, en gospod, zelo pomemben slovenski gospodarstvenik, je rekel, da domoljubje boli, ampak je bil nek klic, da moram dati eno platformo vsem, ne samo desnim, tudi levim, zato ker se mi zdi, da se moramo slišati, pogovarjati, pa premleti skupaj kako idejo, pa mogoče to bolj družbo spreminja, kot kar nek krek v politiki. Ja, absolutno. In hvala za tvoje delo. Tebi.